V teh besedah že 30 let odzvanja Vivin slogan in naj v tem pomladnem večeru služi tudi kot uvodni pozdrav vam, drage naše poslušalke in poslušalci. Veseli smo, da vas po dvoletnem premoru lahko zopet pozdravimo na našem tradicionalnem pomladnem koncertu Prepevajmo pomladi, ki ima nocoj prav posebno noto. Za Vivo je letošnja pomlad namreč že 30. zapovrstjo, ves ta čas pa je Vivin prvi obraz naša zborovodkinja Simona Rožman-Sternat. Nocojšnji koncert je drugi v nizu mnogih dogodkov, ki jih za vas pripravljamo v našem jubilejnem letu. Veselo praznovanje naše 30-letnice smo konec marca namreč že otvorili z odprtjem ulične razstave o Vivinih 30 letih, ki vas je danes pospremila ob prihodu na koncert, saj stoji v neposredni bližini tik ob cerkvi Svetega Roka, kjer se danes družimo. Če si je še niste uspeli ogledati, vas vabimo, da to storite po koncertu ali pa morda kdaj drugič ob dnevni svetlobi. Časa bo zagotovo dovolj, saj bo razstava na ogled do konca leta, skozi prihajajoče mesece pa bo potovala med različnimi ikoničnimi lokacijami v Brežicah. Polni zanosa po 2 letih omejevanja zborovskih dejavnosti smo si za naše jubilejno leto zadali pester in ambiciozen načrt. Poleg mnogih dogodkov in spremljevalnega programa, ki ga v okviru 30-letnice pripravljamo za vas, nas konec prihodnjega meseca čaka nastop na državnem zborovskem tekmovanju Naša pesem v Mariboru. Počaščeni smo, da smo bili med mnogimi prijavljenimi zbori na tekmovanje sprejeti in hvaležni za priložnost, da se pomerimo za res vrhunsko konkurenco najodličnejših slovenskih zborov. Za tekmovanje že več mesecev pridno vadimo, današnji koncert pa bo za nas neke vrste predtekmovalna generalka. Tekmovalni spored za 47. našo pesem, katere se bo Viva udeležila že 9. mora zajemati od 12 do 16 minut čiste glasbe s čim bolj raznovrstnimi skladbami, ki prihajajo iz različnih stilnih obdobij. Izbrali smo 4 skladbe, ki pa jih kljub raznolikosti povezuje mistika čaščenja, molitve, prošnje, odrešenja. Iz obdobja renesanse predstavljamo skladbo Jakobusa Galusa z naslovom Vox de celo sumuit. Kratek 6-glasni motet vsebuje sporočilo iz Svetega Evangelija po Mateju, ki pravi: Glas iz nebes je rekel, ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Njega poslušajte. Druga tekmovalna skladba je bila napisana leta 1915. Njen skladatelj, Anglež Gustav Holst, pa jo je napisal na prošnjo organista v Westminsterski katedrali in je bila prvič izvedena na velikonočno nedeljo istega leta. Skladbo smo kot obvezno zapeli že na mednarodnem tekmovanju v estonskem Talinu, kjer smo se ga Viveki udeležili aprila 2019 in si s to skladbo prislužili srebrno medaljo v kategoriji mešanih zborov. Besedilo je liturgično in je vzeto iz Simeonovega nagovora: Zdaj odpuščaš, gospodar, svojega služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle tvoje zveličenje. Skozi glasbeno izpoved staroslovanske liturgije se zatekamo v stvaritev odrešenja poznoromantičnega skladatelja Pavla Česnokova. Tekmovalni spored pa bomo strnili s čaščenjem pomladi. Avtorska skladba našega Krištofa Sternada z naslovom Vesna boginja pomladi, ki je bila napisana posebej za naš zbor, bo na tekmovanju predstavljena kot noviteta. Izjemno smo ponosni, da imamo v svojih vrstah mladega, a v slovenskem prostoru že zelo uveljavljenega in nagrajenega
Zato bomo s ponosom izvedli tudi to počastitev pomladi, obred, v katerem ženski zbor predstavlja nebeškost, moški zemeljskost.